midva, ko smo odrasla z tekom, pa ko nas je to zanimalo, smo že videla ogromno enih vzorcev, pa poskusov udora, pa poskusov skemanja, da ti pač načeloma, pa mislim, ne sam midva, ne govorim zdaj, ko da izstopam, ampak tudi v naši generaciji, tisti, ko smo veliko pač te naprave uporabljali, da hitro prepoznaš, če je nekaj sumljivo. A ne? Ampak tudi tako tehnologija, pa tudi skemi vedno boljše postajajo. Ja, res je. In tako se je meni naredilo z kriptom. Ne? Moš kaj povedal o tem? Ja, jaz sem dobil en zelo zanimiv hack. V bistvu so udrli... Da je mogoče pejti bolj na začetek, kjer pač za katero kriptovaluto gre, v čem si imel shranjeno. Bitcoin na platformi Binance. Aha, no, se je že to, ja. In od Binance-a je nekaj časa bilo, da si ti preko SMS-a za verifikacijo identitete dobil neko kodo, da si se lahko prijavil v svoj profil. In nekako je uspelo nekomu hacknat Binance-ovo številko za obveščevanje, da sem jaz prek nje dobil, da je nekdo moj limit za dvig spremenil in da če to nisem bil jaz, da ne na naveden kontakt pokličem. Torej ti si se v bistvu ustrašil tega, da ti je nekdo spremenil limit za dvig? Tega sporočila, ki je prišel iz njihove številke. Ja, da je sploh nekdo to naredil, ampak zdaj ni meni prodalo te prevare to, da sem dobil to obvestilo, pa da je pisalo gor Binance, ker sem je še to parkrat naredil. Mene so totalno kupili s tem, da sem jaz lahko scrollo gor, pa sem imel že obstoječo zgodovino sporočil od Binance od te številke, ne? Za potrditev identitete, ki so pa dejansko bili od Binance. Se pravi, nekako so oni tukaj prišli zraven in pa sem jaz sledil tizmu customer supportu kvazi, ki so oni ga igrali, pa sem pač ostal brez tistih sredstev. Sreča ni bilo tako velikne, ampak vse en zelo pameten način, kako so prišli do mene. Ja, v bistvu oni so zdaj, glavni del tega je bil po moje, da so spufali to številko, oziroma to pomeni, da so brez denarja ostali, ker so se spufali. Na imene so spufali. Ja, ti si se spufal. Ja. Ti si bil spufanec, oni so pa bili spufitelji. Ja, ok, kaj je spufan? V glavnem, jaz sem sam to mislil, da ti si zdaj padel v bistvu na to, da so pač največji del tega je bil to, da so oni spufali telefonsko številko od Binance. Ja. Po mojem ti bil to tak edini... To, da sem history videl za nazaj, sem bil čist sold, da jaz res z Binance-om komuniciram, pa še pol so me totalno, pač imajo neke take detajle, oni so imeli klicni center zelo profesionalno pofejkan in jaz sem dobil zraven kao številko, ki je bila identifikacijska številka za moj primer. In ko sem jaz klical, sem mogel še povedati svoj case number. Oni imajo po številki vejo, kjer ga so nategnali. Ja, ali je bila visoka številka drugače? Miš, da dejansko po primerih ali je to random generirano? Ne vem. Jaz mislim, da je to sam za pač psihologijo, da se ti zdi, da je to brez postopek. Zdaj, da greš imel recimo 6-mestno številko in da grejo dejansko po eno. Za vsak primer, da gre naprej. Noro. Tako da ja, jaz sem sicer pol prijavil policiji, nisem imel nekih upov, da bojo ne vem kaj naredili, ampak to sem jim vzeril, ker posvetil, mogoče zato, ker jim je bilo zanimivo, da so imeli tak primer. Ampak ja, mi je on tem razložil, da se pač ukvarja s temi prevarami, da je tega zelo ogromno in da načeloma imajo neko podjetje, s katerim sodelujejo v Ljubljani, ki razbija te wallete. Razbija? Ja, tako je on mi razložil, da imajo neke postopke, ampak da v večini primerov nikamor ne pridejo. Pa da te številke, ko so spufane, da je toliko enih naslovov, da vedno jih pol to vodi nekam v Afriko, pa ne vem kam posod, da v glavnem, da je to ena zelo dobro organizirana operacija. No. Mi že so to vsi povedali, da je to ta ena ista, ki je, mislim... Sam ena ziher ni, bi pa si potrditi, da je enih par večjih, ko so
Da velja tudi tukaj 80-20. Se pravi, ja. da je 20% oziroma 80% primerov, ko se zgodi, Od je 20% storilcev. 20% storilcev. Drage poslušalke in poslušalci, hvala za vašo pozornost. Komentirajte, lajkajte in se naročite, ker če ne, se bo kaj zgodilo, Florian. Če ne bomo vašim najbližjim povedali vse vaše temne skrivnosti. Vse. Čau.